Medtem sta se megla in tema tako zgostili, da so ljudje hodili s prižganimi plamenicami in se ponujali voznikom, da gredo pred vprežnimi konji in jim kažejo pot. Prastari cerkveni zvonik, iz katerega je stari godrnjavi zvon ves čas prebrisano kukal dolnast iz puha skozi gotsko lino v steni, je postal neviden in je bil 4 v oblakih in potem strahotno podrhteval, kakor da mu zobje šklepetajo v prezebli glavi. Mraz je še bolj pritisnil. Na glavni cesti je na vogalu pred dvoriščem nekaj delavcev popravljalo plinsko napeljavo in si zakurilo velik ogenj na žerjavnici, okoli katere se je zbrala gruča razcapanih moških infantinov. Greli so si roke in zavzeto mežikali v slepečo svetlobo. Vodovodna pipa je puščala in voda je slabe volje zmrzovala in se spreminjala v odljuden led. Iz razsvetljenih trgovin so se skozi svetla okna iskrile vejice in jagode božičnega dreveščka, da so bledi obrazi zažarevali, ko so prihajali mimo. Trgovine s perutnino in živili so se spremenile v bleščeča prizorišča, v imenitne lokale, da skoraj ni bilo mogoče verjeti, da imajo kaj opraviti s tako plehkimi stvarmi, kakor sta kupčija in prodaja. Župan je v trdnjavi mogočnega županskega poslopja ukazoval 50 kuharjem in kletarjem, naj poskrbijo za praznovanje božiča, kakor se spodobi za županovo gospodinjstvo, in še celo drobni krojač, ki ga je dal župan prejšnji ponedeljek kaznovati s 5 šilingi globe, ker ga je dobil pijanega in pretepaškega na ulici, je v izbi pod streho mesil testo za potico drugega dne, njegova suhotna žena pa je medtem z dojenčkom v naročju skočila k mesarju po meso. Še hujša megla in mraz. Mraz prebada, reže, grize. Če bi bil dobri sveti Dunstan ukleščil hudobnega duha, s takim le mrazom, namesto da je uporabil domače orodje, bi bil vrag ob uščipu gotovo na ves glas zarjovel. Lastnik končka mladega nosu, ki ga je obiral in premleval lačni mraz, kakor psi oglodavajo kosti, se je sklonil k stispuhovi ključavnici, da bi ga obdaroval z božično pesmijo. Ampak kakor hitro se je oglasilo: Bog vam daj srečo, dobri gospod, naj vas nič ne oplaši. Je že stispuh tako odločno in podjetno posegel po ravnilu, da je pevec prestrašen pobegnil in prepustil luknjo v ključavnici megli in še bolj sorodnemu mrazu. Nazadnje je prišla ura za zapiranje pisarne. Stispuh je nejevoljno zlezel s stola in tako to molče priznal pisarju v kotlu, da je pri priči upihnil svečo in si posadil klobuk na glavo. Najbrž bi radi imeli jutri ves dan prosto, je rekel Stispuh. Če nimate nič proti, gospod? Imam proti, je rekel Stispuh. In ni prav. Če vam zato odtegnem pol krone, boste to najbrž občutili kot krivico, bi rekel. Pisar se je bledo nasmehnil. In vendar, je rekel Stispuh, pri tem ne pomislite, da sem jaz zlorabljen, če vam izplačam enodnevni zaslužek za nedelo. Pisar je pripomnil, da je to samo enkrat na leto. Klaveren izgovor, da vsakega 25. decembra človeku izpraznite žep, je rekel Stispuh in si do brade zapel zimsko suknjo. Ampak si lahko mislim, da morate imeti ves dan prost, zato pa pridite pojutrišnjem kar najbolj zgodaj. Pisar mu je to obljubil in Stispuh je med rentačenjem odšel. Pisarna je bila, kakor bi mignil, zaprta in pisar se je z dolgima koncema belega šala, ki sta mu visela do pasu, ker se ni mogel pobahati zimsko suknjo, na čas svetemu večeru kot zadnji v vrsti dečkov 20krat odpeljal po drsalnici po Cornhillu navzdol, potem pa urno
kolikor je le mogel hitro stekel domov v Camden Town igrat se slepe miši. Stispuh je otožno povečerjal, kakor ponavadi v otožni krčmi, prebral vse dnevnike, si preostanek večera preganjal čas z obračunsko knjigo in odšel domov v posteljo. Živel je v prostorih, ki so bili svoj čas last rankega družabnika. Temačno nekajsobno stanovanje je bilo na spodnji strani stavbe, obrnjene na dvorišče, kamor pa je tako malo sodila, da je moral človek pomisliti, kako se je stavba svoj čas, ko je bila še mlada, igrala skrivalnice z drugimi hišami in obtičala tukaj in pozabila, kje se gre domov. Zdaj je bila hiša več kot stara in več kot pusta, saj je v njej živel samo še Stispuh, vsi drugi prostori pa so bili oddani v najem za pisarne. Dvorišče je bilo tako temno, da je bil celo Stispuh, ki je poznal vsak kamenček na njem, prisiljen tipaje lesti po njem. Megla in mraz sta se spustila tako nizko ob starem črnem hišnem vhodu, da je bilo čutiti, kakor da na pragu sedi sam duh vremena in žalostno premišljuje. No, drži, da trkalo na vratih ni bilo sploh nič posebnega, kvečjemu, da je bilo zelo veliko. In ravno tako drži, da ga je Stispuh videval zjutraj in zvečer ves čas, kar je živel tukaj, pa tudi, da je imel bore malo tistega, čemur pravimo domišljija, kakor nasplošno vsi prebivalci londonskega Cityja, uštevši celo, in to ni kar tako, mestni svet, mestni očetje in cehi. Naj bo tudi priklicano v zavest, da Stispuh niti ene misli ni posvetil Laporju ves čas, odkar je umrl, pa do današnjega popoldneva. In potem naj mi razloži kdo, če more, kako se je zgodilo, da je Stispuh v trenutku, ko je vtaknil ključ v vrata, zagledal trkalo. Pa ne trkalo, temveč Laporjev obraz, ne da bi se bila pri tem količkaj kakšna stvar spremenila.